Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, po mesecu dni se vračamo nazaj, pred nami je 4. sezona MoneyHow. Dobila sem izredno veliko vprašanj, kdaj bo ponovno objavljena epizoda. Vidim, da so bili nekateri zelo, recimo temu, nestrpni. Dobila sem celo komentar, da še nisem za v penzijo, zato naj se čim prej vrnem nazaj. Ja, res je, nisem še za v penzijo in MoneyHow se vrača. Kaj prinaša nova sezona, 4. sezona? Predvsem bom rekla dobro vsebino, predvsem bom rekla neodvisno vsebino, ker bomo brez dlake na jeziku povedali tako, kot je. Mislim, da ste tisti, ki nas spremljate že od samega začetka, vajeni na tako komunikacijo, iskreno, direktno in brez dlake na jeziku. Poleg tega bi pa rekla, da bomo v tej sezoni, tako kot smo bili v vseh drugih sezonah, predvsem racionalni, ko je govora o investiranju. Ja, pojavljajo se spet neki kvazi poznavalci. Mislim, te kvazi poznavalci so že dolg časa z nami, ampak vsakič znova, ko se pojavi nek nov obraz, kvazi poznavalec, sem nekako presenečena, kako v bistvu vpletajo z raznimi finančnimi nasveti. Mislim, da je bilo celo v sklopu neke zakonodaje, naj bi celo agencije za trg vrednostnih papirjev, te razne influencerje ali pa finančne influencerje ali pa konec koncev tudi druge, ki dajo neke naložbene nasvete, naj bi jih začeli malo bolj nadzorovati. Tako da upam, da bo se tudi iz tega kaj, da se bo nekako počistil ta trg. Najbolj zanimivo mi je to moram prav povedati, ker sem bila prav malo presenečena. Prikaže se graf, na grafu se poišče dno in se reče, ja, če bi na tej točki v dnu investirali, ko so bile delnice na dnu, investirali bi seveda lahko ustvarili, podvojili vložek ali pa potrojili vložek. Ja, iskati dno ali vrhove, to, kar smo že večkrat povedali v podcastu MoneyHow, ker je primarni cilj finančno opismenjevanje, je igra za norce. Torej, loviti dno ali vrhove je igra za norce. Skratka, mislim, da je izredno veliko napačnih sporočil in vsakič znova sem nekako pretresena, kako nekako se vpleta z vsem skupaj. Ja, nasvet je, gremo najprej zgraditi streho, pa bomo potem poskrbeli za temelje. Jaz sem izrecno proti temu, jaz sem zato, da se pač postavijo neki temelji, da se gradi na teh temeljih in da seveda potem se dodajo neke začimbice, zato da nekako damo dodaten boost našemu portfelju. Ja, zanimivo mi je tudi to, ko v zadnjem mesece se kar precej pogovarjam z različnimi ljudmi, ki so nekako vpleteni v to neko finančno opismenjevanje. Številni od teh so tudi člani oziroma so neka interesna združenja in tukaj se jaz v bistvu sprašujem, kako bo interesno združenje, ki zastopa interese članstva, nekako neodvisno predstavilo neko vsebino. Glede na to, da imamo konkurenco iz tujine, da se je zgodila demokratizacija financ, in da so se nekatere storitve pocenile zunaj naše države, mi si težko predstavljam, da bodo tako transparentno predstavljali te produkte, ker to pač ni v interesu njihovega članstva. Tukaj se mi zdi, da bo tudi en tak zanimiv eksperiment in seveda se veselim, da bom priča temu eksperimentu. Ja, mogoče tukaj, da vas še enkrat spomnim, na MoneyHow smo pripravili delavnico investiranja v ETF-e, septembra prihaja delavnica investiranja v delnice. Zakaj pripravljamo te delavnice? Predvsem zaradi tega, ker želimo transparentno predstaviti vsebino tako, kot je. Na delavnice, recimo delavnice o ETF-ih oziroma investiranju v sklade, boste dobili tako pogled v sklade, ki kotirajo na borzi in pa seveda tudi sklade, ki jih kupujemo preko družb za upravljanje, tukaj naših slovenskih družb za upravljanje. Popolnoma transparentno, z vsemi stroški vred, z vsemi rezultati vred predstavimo. Pa ne samo to, vsak, ki želi nekako vstopiti na ta trg, pa ne zna vstopiti na ta trg, smo pripravili seveda tudi nekako korake, kako se lotiti tega investiranja. Se pravi, kako odpreti trgovalni račun. Natančno navodila so za odpiranje trgovalnega računa na Interactive Broker,
Brokers. Morate vedeti, da je tudi Interactive Brokers precej znižal provizije in stroške, tako da tudi z tega vidika je v bistvu lahko zelo konkurenčen v primerjavi seveda z našimi brokerji tu v Sloveniji. Hkrati je prišel nov broker na trg od oktobra lani, je na našem trgu, Trade Republic. Pripravila sem detaljno vprašanja, vse to, kar vi sprašujete mene in seveda tudi mene zanima kot investitorja, sem pripravila za predstavnike Trade Republic. Epizoda je posneta in bo objavljena v delavnici za investiranje v ETF-e in pa potem tudi v delavnici za investiranje v delnice. Odgovarjamo na vsa tista vprašanja, ki najbolj tarejo ljudi. Investiranje v ETF-e je v bistvu kar taka delavnica, sem sekunda, da jo odprem. Bomo majčkeno šli čez, kaj bi vam želela povedati vezano na to delavnico. Mogoče pač predvsem to, da kot rečeno je potrebno postaviti neke temelje in potem začeti graditi na teh temeljih. Tukaj govorimo tudi o varčevalnih ciljih. Jaz bi tukaj mogoče rada povedala to, kar dostikrat srednješolcem predstavim oziroma povem, kaj so v bistvu varčevalni cilji. Varčevanje ni nič drugega kot potrošnja v prihodnosti, pač ne boš danes potrošil, ampak boš čez 10 let ali pa 20 let ali pa čez 40 let. Kako zdaj postaviti te cilje? Podobno kot si postavljamo cilje za počitnice, se pravi, govorim o raznih varčevalnih destinacijah. Vsi vemo, kam želimo iti na počitnice. Torej, vemo, koliko denarja moramo dati na stran, zato da bomo na počitnicah uživali. In podobna logika velja tudi pri investiranju oziroma varčevanju za naše varčevalne cilje. Jaz vse spodbujam, da investirate oziroma varčujte za pokojnino, varčujte za zdravstvene stroške, ki bojo zelo boleči, brutalni, ko bomo prišli v tista leta in bomo potrebovali v bistvu nek servis zdravstveni, po domače povedano. Novi kolki, novi zobje, to stane več kot 10,000 evrov, tako da imejte tudi to v mislih. Govori se o cel kup nekih dodatnih dajatvah, ki jih bomo plačevali, ampak plačujemo tudi za našo pokojnino, pa ne vemo, kakšna bo naša pokojnina, ko se bomo pokojevali. Varčujte za pokojnino, postavite si varčevalne cilje oziroma destinacije in razmišljajte o svoji prihodnosti. To se mi zdi, da je en tak ključen nasvet, ki ga želimo v bistvu dati. Seveda, ko postavimo naše temelje, ko točno vemo, da imamo močne temelje, začnemo potem lahko s temi začimbicami in te začimbice so ponavadi delnice ali pa kakšne druge naložbe, marsikdo investira tudi v kriptovalute in pa seveda tudi v druge naložbe. Mogoče bi tukaj rada izpostavila predvsem to, zakaj delamo to delavnico za investiranje v delnice. Primarno zaradi tega, ker je bilo izredno veliko vprašanj na to temo. Bomo pripravili seveda tudi druge, ker je zelo veliko vprašanj, ampak zdaj jeseni prihaja delavnica investiranja v delnice. Tukaj bomo seveda spoznali, ne želim, da zdaj gremo takoj na to predavanje, zdaj bomo pa mi samo investirali v delnice, še vedno pač pravim, nek temelj more biti investiranje v ETF oziroma v neke razpršene košarice, da vam da tisto nekako varnostno blazino, če se seveda zlom trg, recimo pri delnici, če investiramo samo v eno delnico in če se ta sesuje za, 30, 40, 50%, je veliko bolj boleče, kot če imamo nek razpršeno košarico, ker te padci niso tako mogoče brutalni, ker se nekako razdeli ta upad. V glavnem, veliko vprašanje, kako kupiti delnico, katere kazalnike pogledati, in to seveda bomo vse zelo na enostaven način prikazali v tej delavnici. Pa ne samo to, veliko se zadnje čase govori o investiranju v slovenske delnice. Slovenske delnice so dividendno donosne, prinašajo lepe dividende. Slovenska borza je seveda tudi ena izmed najbolj donosnih borz, če gremo gledati na svetu, ampak seveda ta borza nosi tudi nekatera tveganja in se mi zdi prav, da se izpostavijo ta tveganja. Seveda investirati v slovenske delnice ali v tuje delnice, to je eno tako vprašanje, ki se ga bomo dotaknili tudi v tej delavnici. Mogoče sam tako za informacijo, jaz, ko sem začela prvič investirati, sem investirala najprej v slovenske delnice, takrat so bili mogoče malce drugačni časi, tudi malo ni bilo tako dostopen ta trg, kot
je danes. Tako da ja, začel se je z nekimi temi delnicami, lahko pa rečem, da danes slovenske delnice predstavljajo zelo majhen odstotek mojega celotnega portfelja. Tudi aktivno se zanimam oziroma sem tudi preverila, kakšni so stroški prenosa mojih delnic na nekega drugega brokerja, ki je cenovno veliko bolj ugoden, hkrati pa tudi nima vseh teh stroškov, ki jih zaračunavajo naši brokerji. Ja, potem veliko vprašanje je bilo vezano na strategije izhoda. To je vedno vprašanje, kadarkoli imamo ali delavnico, dogodke ali ne vem, kamorkoli grem, kakšna je strategija izhoda. Moramo vedeti, zakaj gremo v neko zgodbo, zato da vemo, kdaj moramo iti ven iz te zgodbe. Čisto preprosto. Je pa res, da naprimer tudi se mi je zgodil recimo lansko leto en scenarij, ko sem realizirala dobiček s prodajo ene oziroma nekaj delnic in je bil ta dobiček kar precej velik. Na drugi strani sem pa imela tudi izgubarske delnice, tako da sem tiste izgubarske delnice v tistem momentu prodala, zato da sem pobotala z dobičkom. Tudi to je lahko ena od strategij izhoda, je pa seveda primarno ne gremo z mislijo, da bomo čez ne vem koliko časa ustvarjali izgubo, ampak gremo z mislijo, da bomo investirali v podjetje, ki bojo prinesla nek dobiček. Ampak ja, seveda se pa dogaja vse sorte na trgu, cel kup je nekih dejavnikov tveganja, ki jih moramo upoštevati, ko investiramo konkretno delnice. Ja, tukaj imamo potem tudi eno segment, kjer omenjam strategije nakupovanja oziroma reinvestiranja dividend. Se pravi, imamo številni brokerji danes omogočajo investiranje v konkretne delnice, tako da sklenemo varčevalni načrt in v bistvu sama trgovalna platforma v bistvu kupi delnice namesto vas, v bistvu se avtomatizira. Tako na Trade Republic imate to možnost, kot na Interactive Broker imate to možnost, seveda tudi na drugih verjetno brokerjih, za katere se pa pač nisem pozanimala, ampak se splača vsekakor to preveriti. Tukaj je cel kup nekih trikov oziroma hakelcev, na katere morate biti pozorni in tudi o tem bomo govorili. Stroški borznih posrednikov. Tako kot 1000krat že povedano, stroški vplivajo na donosnost. Se pravi, znižujejo vašo donosnost. Višji, ko so stroški, manjša je zaradi tega donosnost. To moramo vedeti in tukaj bomo seveda pogledali, na kaj biti pozoren, ko kupujemo delnice in kako razumeti cenike. Zdaj, če boste kupovali preko slovenskih brokerjev oziroma brokerji, ki so tukaj, ceniki so zelo, zelo zapleteni. Če boste kupovali preko kakšnih drugih brokerjev, malo bolj poenostavljenih, bolj za tiste amaterske trgovalce oziroma investitorje, so pa tudi bolj poenostavljeni in v bistvu bolj user-friendly, po domače povedano. Znotraj vseh teh platform imate številne te neke namige oziroma napovedi analitikov ali pa priporočila analitikov za nakup, prodajo ali držanje. Tukaj moramo predvsem razumeti, kaj vse to pomeni. Nekaj o tem sem celo pisala, mislim, da na LinkedInu, skratka, in tudi na blogu money-how.si, tako da dajte si to pogledati. Ja, pomembno pa tudi, ko govorimo o investiranju v delnice, da imamo vedno v mislih celoten naš portfelj oziroma celo premoženje moramo imeti v mislih, zato da v bistvu nekako imamo zaokroženo celoto, da imamo nek pregled nad tem, kakšen je naš portfelj in kam gremo s tem. Davki so ključna stvar, ko govorimo o investiranju. Tukaj me vsakič, ko slišim, da bo nekdo ekstra obdavčil kapitalske dobičke, me kar malce stisne pri srcu, tako da tudi to je ena taka zelo zanimiva zgodba, kjer bomo se tudi pogovarjali z davčnimi strokovnjaki na tem delavnici. Mogoče tudi to številni sprašujete, ker te trgovalne platforme, tako Interactive Brokers kot seveda tudi Trade Republic, ponujajo obresti na neinvestiran denar. Kaj so zdaj te obresti? Kako je treba plačati davek? A je treba plačati davek? Lahko vam že zdaj povem, da ja, davke na obresti, ki jih dobite preko trgovalnih platform, je treba plačati in sicer 25% davki so tukaj. Marsikdo bo tukaj špekuliral in bo rekel, ja, kako bo pa FURS vedel, koliko obresti sem jaz dobil.
Obresti sem jaz dobil od nekega Trade Republica ali pa Interactive Brokers. V bistvu je ta izmenjava med FURSom in ostalimi računi v tujini avtomatična in vsako leto v bistvu FURS prejme čisto vse podatke o nas, obresti, dividende, iztržki od prodaje ter drugi dohodki. Skratka, FURS vse te podatke ima in ne razmišljati o tem, da bi poskušali davke utajiti, ker se pač ne splača. Skratka, potem imam tukaj tudi naveden AI nadgradnja, to pomeni, da bomo mogoče malo vprašali se, kako lahko uporabimo umetno inteligenco pri upravljanju našega portfelja ali pa v bistvu pri generiranju nekih idej. Tukaj bomo tudi v bistvu naredili en tak zanimiv pogovor, praktičen, kako vse to lahko naredimo oziroma uporabimo. Vse, kar je nam na voljo, po domače povedano. V glavnem, novost letošnje sezone, 4. sezone, je pa to, da bomo imeli vsak zadnji torek v mesecu, bomo odgovarjali na vprašanja in vaše dileme vezano na investiranje, pogledali bomo aktualno dogajanje na trgih, izpostavili kakšne zanimive stvari, zelo veliko teh vprašanj in odgovorov tudi dobite na Discordu, Discord MoneyHow. Tam imamo res tako bogato zakladnico vseh možnih vprašanj in odgovorov, tako da če še niste naš član na Discordu, pridite, pridružite se nam, povezava bo v opisu epizode. Prav tako vsak četrtek prihaja nova epizoda MoneyHow. Poskušali bomo dostaviti čim bolj zanimivo, koristno, neodvisno, pametno, racionalno vsebino, ki vam bo pomagala pri upravljanju vašega premoženja. To je v bistvu, in pa seveda, tako kot rečeno, delavnice za investiranje v ETF, delavnica za investiranje v delnice, pripravljamo pa seveda tudi druge dogodke, saj ste že vajeni, MoneyHow Live, ponovno pride, izvedli bomo nekaj tudi v malo bolj takem privatnem oziroma v malo bolj takem intimnem vzdušju, nekaj teh brančev, bom tako rekla, tako da pripravljamo neke take manjše zgodbe, pa tudi 2 večji zgodbi, tako kot vsako leto, ob novem letu in pa seveda potem spomladi. Toliko za enkrat z moje strani. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav!